Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. V moji sredini znova pozdravljam Gorana Ajtiča, filmofila, režiserja, pisatelja, ljubiteljskega zgodovinarja, igralca. Goran, lepo pozdravljen. Lep pozdrav tebi in vsem, ki spremljajo našo oddajo. Hvala. Definitivno si tudi za danes pripravil zanimivo vsebino, in sicer režiserja, ki je enkrat izrazil tole misel. Življenje ni črno-belo, je skupek milijon sivih pol. Kdo je avtor tega citata? Zanimiva izjava. To se dejansko spomnim še teh njegovih besed ob tolikih izjavah, kot jih je pač dal v svoji karieri. Ampak danes bova govorila o enemu največjih in najbolj komercialno in tudi včasih po umetniški plati najbolj uspešnih svetovnih filmskih režiserjev, ki bi ga v Hollywoodu ob bok Stevenu Spielbergu brez težav lahko postavili. In sicer v angleškemu režiserju Ridleyju Scottu. Mislim, da marsikdo pozna ime, in tudi ko omenimo Scott, ta njegov priimek, se nekateri že nekako sprehodijo čez velike uspešnice, kaj je pač ta mož posnel. Ampak kot bo videla, zopet seveda zelo zanimiva pot na začetku in kariere. Mnogi so pa verjetno videli njegove filme, pa ne vedo, da so to njegovi filmi. Tako, ker samo ime, priimek Scott je dosti manj znano od priimka Spielberg. Ja. Recimo, če nekdo omeni Spielberga, si vsi že predstavljajo E.T., Vesoljček, Indiana Jones, Schindlerjev seznam, Ryan in tako dalje. Pri Scottu morajo pa najprej pomisliti, ampak mislim, da vsakdo pa pozna film Gladiator, ki ima resnično kultni status dan danes. Kaj je torej značilno za njegove filme? Recimo lahko bi tako zaključili, na hitro bi opisal pač njegove filme kot režiserja, ki se sprehaja čez zelo različne svetove, če jih primerjamo med seboj. Vsekakor je mojster znanstvene fantastike. Se pravi, tisti, ki režira zelo rad neke filme, ki se dogajajo bodisi izven našega planeta, bodisi nekaj paranormalnega, vesoljskega. Se pravi, ZF, znanstveno-fantastični spektakli mu zelo ležijo. Na drugi strani ima rad zgodovinske spektakle, kar nima nobene veze z znanstveno fantastiko. In tudi tukaj ustvarja svetove, ki jih je težko vizualno pred kamero pričarati in mu gre tudi zelo dobro od rok. No, potem je še tretji del Scotta, kakšne kriminalke, kriminalne drame ali trilerje. To je recimo pa tretji žanr, ki ga razvija, ki pa je dosti bolj minimalistični pristop kot pri prvih dveh, logično. Kot vidimo, zelo raznoliki žanri, tako da ne moremo ga ravno definirati samo ta ali samo oni žanr. Različni svetovi. Seveda je tudi že kakšno lahkotno komedijo posnel, ki morda meji že celo na romantično komedijo, kot bomo videli. Pa vendar, praktično zelo z velikimi žanri se je spoprijel. Je pa tudi zanimivo njegov stil, slog režije, oziroma kaj ti filmi izražajo, ne glede na žanr na koncu, ko pride v kina ali pač na televizije, da imajo vsi neko atmosfero. Čuti se neka atmosfera, neka napetost, neko stopnjevanje, kar gledalca ves čas drži pač v nekem elementu, kaj se bo pa sedaj zgodilo. Se pravi, tudi na filmsko glasbo da veliko, kot bomo videli na set, ali gre za neki ZFS, znanstveno-fantastični svet, ali za stari Rim ali srednjeveško Evropo, je mojster kamere, vsekakor. To je nekako sklep njegovega filmskega udejstvovanja, ampak če začneva na njegovih začetkih, pri njegovih začetkih, kdaj in kje je bil rojen in kako je potekalo njegovo otroštvo, glede na dejstvo, da je bil rojen v vojaško družino? To je takšno interesanten podatek, rojen v vojaški družini. Je letnik 1937, se pravi 2 leti pred izbruhom velike morije druge svetovne vojne, je on pač se rodil. In to sicer v severni Angliji, South Shields, kot se to obaljno mestece imenuje,
zanimivo ime, če prevedemo južni ščiti, South Shields, vendar je varljivo, ker gre za sever Anglije, že bližina škotske meje dejansko. V družini Scott, oče, mislim, da je Francis Percy Scott, mama je bila pa Elizabeth Williams, pač pred poroko s Scottom. In ona je tista močni karakter, močan značaj, kot je potem kasneje v spominih pisal. V njegovem otroštvu in najstniških letih je bila ona tista vodilna, ki je družino držala pokonci in tudi nekako vplivala na njegove kasnejše like v njegovih scenarijih, ker bomo videli, da njemu so všeč močni ženski liki. V filmih, tudi že v prvih filmih, ko se bomo sprehodili. Pa vendar, zakaj je temu tako? Ker oče je bil večkrat odsoten. Scott je recimo srednji brat, imel je starejšega brata Franka in mlajšega Tonija Scotta, se pravi še 2 brata. Vendar vsi otroci, sploh ko se je druga svetovna vojna začela, njegov oče kot nek oficir oziroma polkovnik je bil nenehno od doma. Vemo, v svetu je potekala velika morija do leta 1945. Tako da tudi oni so se precej selili, mama pač in 3 sinovi. Po drugi svetovni vojni, ko so pa očeta malce več videli, seveda obveznosti, so se malce razbremenile, ko je konec vojne, pa so bili vendarle še vedno naokoli ali nastanjeni v Walesu, oče kot oficir, ali pa celo v zahodni Nemčiji takrat. Vemo, ker so pač zavezniki nekako na cone si razdelili poraženo Nemčijo po drugi svetovni vojni in tudi v tej okolici je nekaj časa odraščal, preden so se dokončno nazaj v Anglijo vrnili. Tako da ja, ta otroška leta in ti spomini na vojno in na ta močni karakter svoje matere, vse to ga je nekako oblikovalo tudi malce za naprej, kot bomo videli. Ampak omenil si prej, zelo je močen pri tej znanstveno fantastiki, pri tej tematiki. Ja. Kaj ga je navdahnilo za to tematiko? Kateri pisatelj mu je krojil mlada leta, ga navdahnil za to tematiko? Ja, seveda, še preden se on sploh v filme podal in se odločil, da bo pač se ukvarjal kot filmski režiser, da bo to njegov poklic. V mlajših letih, seveda 50. leta, zgodnja 60. recimo, on je tisti, ki kot prvo okolica, kjer je odraščal. Čeravno so se selili še vedno sever Anglije, je tisti, ki mu je nekako krojil to pač vizijo. In vemo, da to je pa precej industrijska okolica. Tukaj so stara mesta starega angleškega kapitalista, recimo, ogromno nekih tovarn, bodi si v starem, bodi si v novejšem slogu, pač vemo, da tovarne so se gradile. To je tisto, kar ga je malce kot neka temačna, futuristična, lahko rečemo, industrijska okolica že navdahnilo. Druga stvar je ljubezen do romanov in do knjig. Recimo Herbert George Wells, znameniti britanski pisatelj, živel iz 19. v 20. stoletja, veliki pisec znanstvene fantastike, recimo tudi vesoljske invazije, časovni stroji, potovanja skozi čas in podobno. To je literatura H.G. Wellsa. In to je tisto, kar ga je nekako že, ko je prebiral te njegove knjige in romane, malce že tudi navdihnilo. Seveda si je tudi kot otrok ogledoval določene hollywoodske filme, takratne uspešnice 50. let, kjer je vedno tematika napad vesoljskih bitij iz vesolja, kako ogrožajo Zemljo in podobno, kar je bilo v 50. letih v kinih v ZDA in v Evropi zelo v modi, pač ti filmi. In že tukaj mu je malce domišljijo pač razplamtelo, ampak ja, najbolj pomembna točka je pa letnica 1968, ko gre po kino gledati Kubrickovo vesoljsko Odisejo. 2001 Space Odyssey. Vemo, ko smo imeli oddajo o Stanleyu Kubricku, ki je eden večjih znanstveno-fantastičnih filmov vseh časov in je to franšizo na novo prerodil takrat v poznih 60-ih. In kot je Scott izjavil po pogledu tega filma, takrat me je pa dokončno zadelo, vedel sem, kaj sem in kdo sem, s čim se bo ukvarjal. Znanstvena fantastika, vizualizacija, to je bilo to. Takrat v bistvu torej je padla odločitev, ampak kdaj se je pa potem
prvič dejansko srečal s filmsko produkcijo? Ja. Je to mogoče povezano z njegovim študijem? Ja, recimo takoj se, da po tem filmu on še ni začel, sploh pa, da bi kakšne celovečerce že snemal, daleč od tega. Pa vendarle, ja, študiral je recimo Royal College of Arts v Londonu pač, in sicer fotografijo takrat in ne ravno filmska režija, bolj ga vizualizacija. Takrat še fotografija zanimala. Mislim, do leta 1963 je on to že doštudiral. Seveda veliko znanja tam pridobil tudi ne samo o fotografiji, o kamerah, o snemanju filmov, glede vsega. In potem recimo kasneje kmalu že delo na BBC-ju dobil, da še to omeniva zanimivost, kjer je dobil kot prvo delo nekega dizajnerja oziroma oblikovalca studijev in prostorov. Sploh ni bilo to veze še s snemanjem in s kamerami, ampak je nekako opremljal prostore. Je bolj oddaleč opazoval? Tako, pač kako mojstri nekako pač urejajo te kamere in kako to poteka. In ja, ampak s časoma na BBC-ju se je seveda tudi sam s snemanjem soočil in nekako se je začel ukvarjati z režijo, ker so mu na BBC-ju zaupali režijo določenih delov nekih britanskih TV serij, ki so bile v 60-ih letih zelo popularne. Tako da ja, lahko rečemo, da že od leta 62, praktično že prej, ko je še študiral, je pa dejansko dobil ideje in ta film kratki je bil potem leta 65 šele končan, že dolgo, ko je delal na BBC-ju. 4 leta je pač ta proces tega prvega njegovega filma potekal. Boy and Bicycle, se pravi Fant in kolo, njegov prvi kratki film. Takrat se je tudi že z režijo pač ljubiteljsko ukvarjal izven BBC-ja in študija, ker je želel videti, kako je, če sam posnameš en pač film. Torej v bistvu njegov prvi kratki film je nastajal več let. Več let. Nekaterim uradno letnico 62 lepijo, drugi potem 1965, ko je bil šele zmontiran, ko je prišel ven. Zanimivo. Za igralca je uporabil kar lastnega očeta in manjšega brata Tonija, ki si želi tega kolesa. Recimo zanimivo, tudi v tej industrijski angleški okolici posneto, črno-bel film seveda. Je pa zanimiv še po nečemu, da je za glasbeno podlago mu je priskrbel pa John Barry, eden večjih britanskih piscev filmske glasbe takrat, tudi še na začetku bolj svoje kariere, ki je kasneje podpisal kar 11 filmov o Jamesu Bondu, filmsko glasbo. Tudi naslovna uspešnica, recimo Bondi, ki se vedno z nekim ikonično pesmijo odprejo, s pevcem ali pevko, kakorkoli. Tako da John Barry je bil tako navdušen nad mladim Scottom, da mu je za polovično ceno, mislim, da prispeval nekaj glasbe za kratki film. Tako da, ja, s tem filmom lahko štejemo, da se je začela njegova pot, vendar še ne, da bi režiral celovečerni film. To so pač začetki. Ampak v bistvu, ja, njegova pot do te svetovne slave se je pa začela v poznih 70-ih, ko sta nastala tudi kultna filma z letnicama 77 in 79. Katere dva filma sta to in seveda zanima nas tudi njihova vsebina? Ja, recimo ta pot od srednjih 60-ih do pozne 70-ih, takrat on v bistvu ves čas sodeluje ali z BBC-jem, ali pa kot je kasneje s svojim bratom ustanovil neko družbo oziroma produkcijsko hišo. Posnel je kar precej reklam za britansko televizijo. Se pravi nekaj komercialnega, s čimer se bodisi izdelka ali storitve oglašuje, pač vemo reklame. In tukaj mu je že nekaj slave in denarja padlo v naročje. Pa vendar. No, sedaj pridemo po leto 1977, ko posname pa svoj prvi celovečerni film. Računal je sicer film Tristan in Izolda, to romantično srednjeveško dramo, ljubezensko, da bi posnel, vendar ne. Studiji so se odločili potem za njegov drugi scenarij, ki je bil finančno bolj ugoden, The Duelists ali Dvobojevalca. Odličen film, recimo z Kit Carradine v glavni vlogi in pa Harvey Keitel, dva danes znana hollywoodska igralca, v stranskih vlogah evropski, britanski igralci.
Dogaja se za časa napoleonske Francije, v dveh oficirjih v napoleonski armadi, ki se pač izzivata na dvoboj zaradi časti, zaradi nekega spora na začetku, na katerega sta že pozabila, ker se to 15 let vleče. Ta zgodba o filmu, kdo bo koga porazil na bojišču. In se po vseh evropskih bojiščih srečujeta po teh bitkah, da se pomerjata bodisi v mečevanju, na koncu pa dvoboj s pištolami, recimo. In resnično, že sama zgodba, ta čast v napoleonski armadi, lokacija, kjer so snemali, seveda na celini, večinoma v Franciji, nekaj v Nemčiji, film, tudi kamera izgledajo kot slike iz tistega časa, evropska romantika, takoj po letu 1800, recimo. In tudi sama Scott je želel, da je film dejansko takšno vzdušje prikazal, že kot je bilo na začetku 19. stoletja in je to s kamero lovil. Ja, film je velik uspeh doživel tako pač strani kritikov, kot tudi strani gledalcev. In Evropa je dobila novega velikega režiserja takrat, Ridleya Scotta. Ampak potem pa letnica 79 in film Alien. Ja, to je pa tisto, kar mislim, da tudi marsikdo pozna. So ljudje, ki so celo veliki ljubitelji franšize Alien ali Osmi potnik, kot so pri nas to priredili in ne prevedli. Kultni film danes, letnik 1979, Sigourney Weaver v glavni vlogi. Zanimiva newyorška igralka, takrat še v mladih letih. Ja, to je bil pa precej, bova rekla, revolucionaren in celo brutalen film za takrat, pozna 70. leta, ker gre za temačno zgodbo recimo, o neki pač posadki, 7-članska posadka ujeta v neko vesoljsko ladjo v prihodnosti v vesolju, na tujem planetu dobijo seveda nekega tujka na vesoljsko ladjo, neka vesoljska pošast, bitje, ki se bo infiltriralo sem in bo pač ogrožalo te člane. Dejansko eden za drugim seveda umirajo na brutalne načine. Edini lik, evo tukaj imamo prvič opravka z močno žensko v njegovi zgodbi, na kar naj bi njegova mama vplivala, da ta Ellen Ripley, kot je ime liku Sigourney Weaver, ona jo pač upodablja, je tista, ki je edina kos tej grdi pošasti in ga na koncu seveda porazi. Tako da, ampak ja, ko je film obšel ta kina, recimo, tako, predvsem v ZDA, snemali so ga seveda v Londonu, ta film, v londonskih studijih, ampak ja, recimo, ko je po Ameriki bil predvajan, je bil prvi film, ki je veliko grozo pri gledalcih pač spodbudil. Nekje v Teksasu, v Dallasu so poročali, da je narod kričal in bežal ven iz kinodvorane, ko so gledali sploh to bitje, ker se je zaredilo v človeškem telesu in izstopi iz človeškega želodca. Zelo ikonična scena v filmski zgodovini danes. In kako potem, čedalje večje, kako raste to bitje in se skriva na vesoljski ladji. Atmosferična, znanstveno-fantastična grozljivka. Tako da nekateri kritiki mu sploh niso bili naklonjeni sprva. So film celo raztrgali, da je negledljiv in neprimeren zaradi nasilnih scen. Šele kasneje z leti je dobil kultni status. Se pravi, velika razlika z Dvobojevalci, s prvim filmom, ki so ga takoj priznali kot umetniško delo. Alien je pa nekaj let potreboval, da je postal kultna pač uspešnica in seveda drugi režiserji. Kasneje so še 3 nadaljevanja posneli, vendar to nima več veze z Ridleyjem Scottom. Tam ni njegova režiserska roka. On je pač pričel s to znamenito franšizo. Ampak potem pa nekako preideva v obdobje 80-ih let, ko nekako rečemo, da gre za srebrno dobo. Tako, lahko rečemo srebrne. Tako. Ampak gledano dolgoročno, je pa film Blade Runner iz leta 1983 postavil nova merila na področju ZF filmov. Katere filme še podpiše v 80-ih in kateri so njegovi hišni igralci? Ja, recimo zanimivo je, ker v 80-ih letih, sploh leta 1983, pride pa še en znanstveno-fantastični film, ki ga je on nekako slavnostno zakoličil in predstavil svetu, Iztrebljevalec ali Blade Runner v originalu,
s Harrisonom Fordom in Rutgerjem Hauerjem v glavnih vlogah. Še bolj obsežen znanstveno-fantastični spektakel kot prej Alien, Vesoljec oziroma Osmi potnik. Recimo ravno ta se dogaja za razliko od prejšnjega seveda na Zemlji, mislim, da v LA-ju, v Kaliforniji, ampak v prihodnosti, ker med nami živijo že neki androidi kot roboti, ki pa so isti, naj bi bili podobni nam, ljudem, in je celo težko ločiti med pravim človekom in androidom, vendar se ne ve, ali imajo ista čustva kot mi ali ne, kar se seveda izkaže, da ja, ob koncu filma in je zelo čustvena zgodba, kljub temu, da je atmosferična in akcijska. Tako da ta iztrebljevalec, ki ga upodablja Harrison Ford takrat, ki je bil znan že po vlogah Indiana Jonesa istočasno pri Spielbergu, on je tisti, ki naj bi pa iztrebljal oziroma lovil te pač androide in jih izločil, upokojil naj bi jih iz družbe. In tukaj je zanimivo, ker film ravno tako kot Alien najprej ni na plodna tla padel, kritiki ga niso čisto razumeli. Zopet leta kasneje je pokazal film, kakšen genij Ridleya Scotta je pač vključen pač v ta projekt, da so nekako oba dva filma in Alien in Blade Runner sta kultna danes, vendar sta potrebovala leta. Če me kdo vpraša, oba dva sta bila veliko pred svojim časom. Tako tematsko, kot vsebinsko, kot po vizualni plati. Kot da bi mogoče tudi napovedovala prihodnost. Prihodnost in nekako merila za bodoče ZF filme in v Hollywoodu in v Evropi. Tako da veliko pionirsko delo je tukaj opravil. Ampak eden izmed njegovih velikih filmov je tudi film Black Rain iz leta 1989, Tako recimo. Ko rečemo, da je v bistvu napet thriller, ki se dogaja na Japonskem. Ja. Kaj je v bistvu značilno za ta film in s katerim umetnikom je takrat prvič sodeloval? Ja, recimo, jaz bi omenil še enega prej, recimo iz leta 1985, ker vemo, morava še omeniti, Scott je ogromno celovečernih filmov režiral in danes žal vsakega si ne moremo ogledati, ker bi dve oddaji potrebovala, ne eno, podobno kot pri Spielbergu, pa vendar najbolj pomembne. Legend iz leta 1985, Legenda, je ravno tako pa nek pravljični svet, čisto popolnoma izmišljeni. Torej ne čisti ZF, ampak bolj kot pravljica bratov Grimm, kjer recimo v glavni vlogi igra Tom Cruise takrat kot nekega Jacka, dobro gozdno bitje, ki mora zaščititi samoroge, ki se jih je lotil pa temni gospodar, Lord of Darkness, kot ga imenujejo v filmu, ki želi svetu večno temo pač spremeniti, da bi bila nenehno noč, da Zemlja ne bi več dneva poznala. Pač takšen ta kruti načrt. Zato potrebuje vse rogove samorogov, da bo luč ugasnila in sonce. In Tim Curry je recimo eden zelo v pomembni vlogi tega Lord of Darkness. In to je eden bolj ikoničnih negativnih likov je v 80-ih letih. Podobno, film najprej ni bil opažen in šele kasneje je dobil pač primerno oceno, da je pomemben umetniški izdelek. Kot pa si omenila Črni dež, Black Rain, konec 80-ih let, kjer pa igrata Michael Douglas in Andy Garcia v glavnih vlogah, v vlogah dveh ameriških policistov, ki pa morata iti na Japonsko, ker iščeta enega od teh gangsterjev, japonsko podzemlje, Jakuze, vemo, tam so zelo močne, in ga pač preganjata oziroma je na prostosti, ko je pobegnil in ga lovita. To je pa film, to je pa zopet drug žanr, ni ZF, ni zgodovinski spektakel, ampak je, bova rekla, thriller, policijska kriminalka. Še en žanr, ki se je podpisal Scott in zelo uspešno, nekako zakoličil pozna 80-ta leta, zaključil s filmom Black Rain, ki pa je tudi takoj hit in uspešnica. So ga pa kritiki takoj prepoznali in ocenili kot veliki film. Tako da ja, srebrno obdobje Ridleya Scotta, 80-ta leta, velike filme je posnel, kultne uspešnice, ampak ni to še čisto zlati vek, ker filmi takoj niso uspeha doživeli. Zato pač. Ja. Ampak v bistvu 90-ta leta zanj pomenijo isto. Po eni strani nekateri filmi dobijo takojšen uspeh, nekateri pa potem
Žal ne, oziroma kasneje. Ja, to je zanimivo. Ja. Kakšen čas je zanj čas 90-ih let? Začne se recimo zelo veličastno, leta 1991, danes tudi s kultnim filmom Thelma and Louise, kot vsi poznajo. Recimo Gina Davis in Susan Sarandon v kultnih vlogah, dve odpadnici, ki z avtom potujeta pač po ZDA kot nek road movie. Pač. In tudi neka pustolovščina, čeravno ima kriminalne elemente, ker sta na begu, seveda. Ja. Takrat tudi Brad Pitt, že v stranski vlogi, tudi njega je Scott zasedel, eden od pač znancev, ljubimcev teh dveh žensk, kakorkoli. Ja, in zanimivo je, da ta film je takojšnje odlične kritike, sploh pri ameriških gledalcih, tudi pri evropskih, seveda. Sedaj vidimo, da Scott večinoma čez lužo v Hollywoodu deluje večinoma in je kar lep uspeh že tudi čez lužo dosegal. Film je še danes priznan. Naslednje leto, 1992, ko je pa obletnica odkritja ameriškega kontinenta, 1492, 1992, se pa odloči, da bo film o Krištofu Kolumbu posnel, in sicer z naslovom 1492 Iskanje raja, Conquest of Paradise. To je film, ki pride ven, evropska koprodukcija, Velika Britanija, Španija, Francija, z evropskimi mednarodnimi igralci. V glavni vlogi Krištofa Kolumba Gérard Depardieu, vemo, znameniti igralec iz Francije. Ostali igralci britanski, španski, vemo, španski dvor, kraljica Izabela, prva španska, to vlogo pa zopet zaupa hišne igralki, takrat že Sigourney Weaver, ki je igrala že v Alienu, recimo, in je primerna za to vladarico. Ja, tako da film traja precej nad 2 uri. Kruta, brutalna drama o španskih konkvistadorjih, kako so osvajali Severno, Srednjo, Južno Ameriko. Ne samo o potovanju Kolumba, ampak tudi posledicah za Indijance, staroseljce. Film je precej nasilen in temačen, zato tudi ni dobrih kritik dobil, sploh pri ameriških gledalcih. Poleg tega tudi niso razumeli angleščine, evropskih dialektov, in tudi to je botrovalo k temu, da film ni bil tako uspešen ob temu, ko je izšel v kinih. Dosti bolje recimo zaslužil v Evropi, tudi bolje ocenjen kritično, kakorkoli. Boljši reviewji v filmu, ker v Evropi seveda zgodovino dosti bolje poznamo, in evropsko in ameriško, celo bolje od ameriških gledalcev. In je film dosti bolj, recimo, na bolj plodna tla padel. In tudi sam Scott je bil malce razočaran glede neuspeha v ZDA, pa vendarle je sam kasneje rekel, da njemu osebno je to eden najljubših projektov, kar jih je posnel, ne glede na to, kaj si kritiki mislijo. Ampak verjetno razumljivo, ne, da ni bil ta film dobro sprejet med Američani. Seveda, predvsem so se pritoževali pač nepoznavanje te komplicirane evropske zgodovine in pa evropske igralce, ki so v drugačni angleščini govorili, kot so jo ljudje v ZDA vajeni. Je to tisto, kar je malce spodkopalo uspeh. Ampak tako pač je včasih. In potem po prelomu tisočletja zlata doba, njegova zlata doba, ki traja do leta 2010, nastane tudi ta kultni film Gladiator, ki spet nekako rdečo nit povleče za naprej. Ja, v obdobju 2000 do 2010 bi pa lahko brez težav govorili o zlati dobi, recimo Ridleya Scotta, ker to je pa tisto obdobje, ne samo, da bo največ filmov posnel, praktično vsako leto ali drugo leto enega, skoraj vsako leto. Tudi zelo pač uspešni, donosni, dobro ocenjeni, v vseh pogledih, čisti boom. Tako da iz te srebrne dobe v zlato po letu 2000. No, kot zanimivo, prelom tisočletja je nekako njegovo obdobje. Kultni film Gladiator, točno letnik 2000, vem, vsi smo si šli to ogledati po leti 2000, govorilo, pisalo se je na veliko. Nek nov veliki zgodovinski spektakel,
v starem antičnem Rimu, pač v nekem odpadniškem strani cesarja rimskega, sicer pa heroj, glavni lik filma, general, v glavni vlogi novozelandskega igralca Russella Crowe zasede takrat Scott v vlogi Maximusa, tega neustrašnega generala, ki po čudnem in žalostnem spletu okoliščin postane borec v rimski areni, pač za zabavo ljudskih množic. Bil je pa seveda vodja rimskih legij prej v Germaniji in se mu je krivica zgodila. Zelo zanimiva zgodba, zapletena, čustvena, celo žalostna. Sicer zelo krvav in brutalen film, vemo, ker stari Rim ni bil nežen svet. Znan film po raznih bitkah in v areni in še prej v Germaniji med rimskimi legijami in barbari, recimo. Efekti posebni. Tukaj se že CGI obdobje nakazuje tehnika, tudi Scott se temu ni ognil, je to celo razvijal, vendar v tem filmu moramo reči, da zelo prepričljivo in odlično izpade. In je včasih težko ločiti, kaj je fizično posneto, kaj je pa naknadno dodano. Recimo igralska zasedba, danska igralka Connie Nielsen v vlogi Lucile, cesarjeve sestre in pač nekako ljubiteljice tega generala Maximusa. Sam cesar Joaquin Phoenix, danes kultni hollywoodski igralec, ki je odlično upodobil hudobnega cesarja Commodusa, tistega, ki je tega generala obsodil pač na to, na smrt in kasneje na suženjstvo v areni. Recimo tudi znameniti, recimo Oliver Reed, kultni britanski igralec, ki je med snemanjem tega filma umrl, ker je pač doživel infarkt kot posledico, pač zahtevnost snemanja in kakršno življenje je živel, zelo veseljaški, rad je pogledal kozarec, kot pravijo pač zgodbe, ampak ta film je njemu posvečen danes, pokojnemu Reedu, pa vendar ta efekti, CGI, Scott je pač delal na tej tehnologiji, da pokojnega Reeda na koncu so malce zanimirali, pač, da so njegov body double ustvarili in je to pač zaradi tega so lahko njegovo vlogo dokončali. Zanimivo. Film je popolni hit bil povsod po svetu. Zelo donosen in tudi dobro ocenjen strani filmofilov in kritikov, recimo. Torej leta 2000 nastane Gladiator, kaj pa potem med letoma 2000 in 2005? Kateri filmi nastanejo? Ogromno, vsaj 5 filmov ali mislim, da 6 je posnel od 2000 do 2005. Recimo 2001 pri Ridleyju Scottu je znano kot leto 2 celovečernih filmov. Pri njemu se to večkrat zgodi. Najprej film Hannibal, kruta, vemo, nadaljevanje filma Hannibal Lecter, ki ga znameniti Anthony Hopkins igra, pač tega ljudožerskega, sofisticiranega sicer morilca, zločinca, kakorkoli. Tudi eden najbolj krvavih filmov v njegovi karieri, Ridleyja Scotta, tako da nekatere je film malce pretresel. Imamo izdrta drobovja, možgani in podobno. Pač film ni za vsak okus. Recimo, seveda so nastali še drugi filmi, Black Hawk Down, recimo Sestreljeni črni jastreb, kot se je to prevedlo, istoletnik 2001, pač Tom Hardy v enih svojih prvih vlog takrat, govori pa o ameriških vojakih, ki so jih v Somaliji sestrelili pač uporniki in se morajo boriti za preživetje, recimo takšen bolj vojni akcijski film, kar pa je tudi tipični Scott, ker vemo, ima rad zgodovinske spektakle, tako da tudi vojna tematika mu ni tuja. Potem do 2005 je še nekaj filmov nastalo, najbolj znameniti, ki ga moramo omeniti tukaj, je vsekakor Nebeško kraljestvo, prav iz 2005, Orlando Bloom v vlogi križarskega viteza, ker se dogaja med Francijo in seveda Jeruzalemom, konec 12. stoletja, ena izmed križarskih vojen je prikazana v tem filmu, ko se pač kristjani evropski proti arabskim muslimanom takrat bojujejo za nadzor nad Jeruzalemom. Vemo, verske vojne, religija je pomembna, ali bo prevladal pač Bog, Krist in njegov sin,
Jezus Kristus ali bodo Allaha slavili Arabci. Film je velik spektakel, dejansko tudi zopet 5 let prvič po Gladiatorju, da se je lotil zgodovinskega spektakla, je pa nekaj prvega za Scotta, to prvič, da se je lotil pa velike srednjeveške tematike. Ker videli smo v Kolumbu pozni srednji vek, zgodna renesansa, v Gladiatorju smo videli stari antični svet, Rim recimo, tukaj vidimo pa srednjeveško Evropo in Jeruzalem, recimo leta 1185 v tem filmu. In zopet je ustvaril odlično kostumografsko, verodostojno, lokacije, puščava, gradovi, ki so jih križarji v puščavi postavili po evropskem obzoru. Vse je odlično zajeto v tem filmu. Tako da to vsekakor priporočam ljubiteljem zgodovine, ki želijo pač videti. Tudi nekaj zelo zanimivih stranskih vlog. Eva Green recimo, v tem filmu igra sestro jeruzalemskega kralja, Edward Norton kot sam jeruzalemski kralj. V stranskih vlogah tudi Liam Neeson in Jeremy Irons, kar velika igralska imena recimo. Ko že omenjaš igralska imena, mogoče še enkrat, Russell Crowe. On postane v bistvu njegov najljubši igralec, poleg recimo Gladiatorja zasije tudi v filmu A Good Year. Tako, recimo sedaj zanimivo, ko si omenila, 4-krat bosta kolaborirala Russell Crowe in Ridley Scott v 4 celovečercih, tako da njegov največji hišni igralec bi lahko rekli, poleg Sigourney Weaver, ki je tudi v večjih filmih zasedel. Good Year, letnik 2006, je pa tisti film, ki bi lahko rekli najbolj netipični film Ridleya Scotta, ker gre za lahkotno dramo, nekako celo za romantično komedijo oziroma romantična drama z malce komičnim pridihom o nekemu poslovnežu, ki pride iz Velike Britanije na jug Francije, v Provanco, in se tam pač zaljubi tako v pokrajino kot kulinariko, pač tudi neko žensko spozna seveda. In tega poslovneža zopet Russell Crowe igra, upodablja. To pot v popolnoma drugačni vlogi kot veliki gladiator. Tudi film je precej lahkoten zgodbi, da sledimo, ni nek veliki spektakel. Vendar pa, kot je tipično za Scotta, zelo dobro je upodobil to okolico Provence in vemo, pač to vegetacijo in to atmosfero je ponovno ustvaril, a vendar kritike je malce hladne pustil, morda zaradi scenarija zgodbe. Ali pa film seveda še zdaleč ni slab, da se razumemo, vendar so nekateri od velikega Scotta morda več oziroma nekaj drugega pričakovali, ker so prej pač ZF in zgodovinski spektakli. Ta film je pa tako, kot bi ga nek drug režiser naredil. Kljub temu je film zanimiv za ogled, ga priporočamo. Zanimivo, ja. Ampak v bistvu med letoma 2010 in 2012 pa nastaneta še 2 pomembna filma. Katere 2 sta to in zakaj sta pomembna? Predvsem en. Ja, tudi do leta 2010 mislim, da je še nekaj še 2 celovečerca sta nastala, 2007 Ameriški gangster in 2008 Telo laži, Body of Lies, vendar res ogromno. Dotaknili se bomo tistih bolj opaznih. Leta 2010 recimo je kar zelo pomembno, ker zopet po 5 letih malce v srednjeveško Evropo, to pot v Anglijo, v svojo domovino poseže film Robin Hood. Je pač še ena adaptacija večnega lika princa tatov, že tolikokrat upodobljen, sploh v Hollywoodu, pa ni bilo dovolj, Scott je želel svojo verzijo prikazati, ki pa je morda ena boljših, če me nekdo vpraša, ker se ne drži toliko legende, kot morda tistega, kdo naj bi bil pa Robin Hood v resnici, po mnenju samega Ridleya Scotta. In so scenarij napisali na podlagi nekega Robina Longstrida, ki naj bi resnično živel v 12. stoletju in služil pod kraljem Richardom Levjesrčnim v Jeruzalemu, ravno tako kot križar sprva. Ko pa je kralj umrl med temi pohodi nazaj v Anglijo, v Franciji, je Richard pač ubit, angleški kralj, ko oblega nek grad. Naj bi se Robin vrnil v Anglijo in predal njegovo krono pač kraljevemu bratu Johnu,
ki postane naslednji kralj, vendar ni tako plemenit kot starejši brat, vemo. Naj bi potem ta Jon izkoriščal in podložnike in plemstvo. Zato se pač Robin odloči, da bo pač se uprl novemu kralju in da bo pač šel v izgnanstvo in da bo kljuboval. Vendar je v tem filmu prikazano predvsem nekaj drugega. Ne Robin Hood kot princ tatov, ampak njegovo življenje pred življenjem izobčenca. Kako naj bi pomagal osovraženemu kralju Jonu ustaviti celo francosko invazijo na Anglijo. Se spopadajo s francosko vojsko v tem filmu. Večni rivali, Angleži in Francozi, seveda. Tako da nekatere je film kar presunil, češ, da je drugačen Robin Hood, spet druge je pač zmotil, to pa ni Robin Hood, ki ga mi poznamo. Seveda, dvoreznost, ampak ja, film je zopet Russell Crowe zopet z njim sodeloval že kot tolikokrat. V vlogi Robina Hooda. Kateri je pa tisti drugi film? 2012, recimo, če greva naprej, se pa on zopet zelo rad manevrira med zgodovinskim spektaklom in znanstveno fantastiko. 2012 je seveda film Prometheus ali Prometej, kar je pač ime za vesoljsko ladjo, da se razumemo o tem filmu, ki pa je nekako se zopet naveže na kultno franšizo Alien, film iz leta 1979, ki je doživel nadaljevanja, vendar ne pod taktirko Scotta, kasneje drugi režiserji. Sedaj se pa sam vrne zopet v te svoje sfere in sicer pove predzgodbo Aliena, ki se pa dogaja svetlobna leta, desetletja prej, kaj se je dogajalo pred to posadko Nostroma iz prvega dela Aliena. Ki pa je tudi zelo sofisticirana in zanimiva znanstveno-fantastična zgodba v odpravi daleč v vesolje, stran od Zemlje, kjer naj bi ta človeška posadka Zemljanov pač srečala inženirja oziroma tiste, ki so ustvarili to pošast tega hudobnega aliena, pač vesoljca, to bitje, ki pa je bilo ta dizajn je bil narejen, da naj bi iztrebilo človeško raso, se pravi cel naš planet. Ker glej ga zlomka, ti isti ljudje, avtorji, so morda tudi avtorji nas, človeške rase. Zelo zanimiv scenarij. In ko so videli, da človeška rasa ni plemenita, na Zemlji imamo nenehno tisočletja že vojne, spletke, pokvarjene politike in tako dalje, so se ti isti kreatorji, naši stvarniki odločili, da nas izbrišajo in so zato ustvarili te hudobne pač pošasti, ki naj bi jih poslali v milijonih na Zemljo. Zelo zanimiva zgodba, ki je dala misliti marsikakšnemu gledalcu. Vsekakor pri teh idejah in scenarijih ima Scott zanimivo idejo. Seveda razvija s drugimi soscenaristi in podobno. No, dizajn tega vesoljca Aliena, še to bi omenil, že leta 1979, je pa Giger, veliki švicarski dizajner in oblikovalec skulptur, znamenit ta kultna osebnost danes. On je oblikoval to glavo in telo tega strašljivega vesoljca, pač, da so takrat prestrašili gledalce. Seveda isto so njegov dizajn v Prometheusu leta 2012 uporabili. Tako da, ja, Robin Hood in Prometheus ob začetku tega desetletja po 2010. Ampak potem pa letnica 2015, ko se zgodi en mejnik v njegovi karieri, nastane en film. Zakaj lahko rečemo, da je ta letnica mejnik? Seveda film The Martian ali Marsovec, zopet vesolje in znanstvena fantastika, vendar to pod bolj realistični film, ker ni vesoljskih bitij in nekih pošasti, z Mattom Damonom v glavni vlogi kot nek astronaut, ki naj bi ga pozabili na planetu, na Marsu, seveda. Pač njegova odprava se pač po nesreči brez njega začela vračati na Zemljo. Tukaj se gre zdaj za boj za obstanek enega samega človeka. Kdaj bodo poslali odpravo nazaj, da ga reši in odpelje na Zemljo. Precej realistična vesoljska drama, tudi kritiki so ga zelo dobro ocenili. Zopet močni ženski lik, pač neka figura, ki vodi odpravo, da bi rešili tega Marsovca oziroma astronauta, da naj bi ga varno nazaj na Zemljo pripeljali. Tako da ja, ampak zakaj mejnik?
ker nekateri tisti, ki so tako fani, kot tudi kritiki njegovih filmov, recimo, pravijo, da po tem letu 2015 pa vse do 2020-2021, da ni več tako močnega filma potem posnel. Da je ta Marsovec zadnji v karieri, kaj se je naprej dogajalo, bomo pa videli. Torej, v bistvu... Takšna mal ne preveč lepa ocena za to, pač, oziroma mejnik, zadnji prepričljivi film Ridleya Scotta, kot so se kritiki razpisali, je bil Marsovec. Gremo dalje, da vidimo, kaj se je zgodilo. Torej, v bistvu po tem letu ne vse doživlja neke mešane kritike. Tako zelo mešane. Kateri filmi so torej to? Ja, povej. Več jih je seveda še bilo. Še tretjič se je lotil teme Aliena leta 2017. Zopet nadaljevanje Prometheusa in zopet še vedno predzgodba prvega Aliena iz poznih 70-ih. Pa vendar, kljub temu, zopet Michael Fassbender oziroma Michael Fassbender v eni od glavnih vlog, ta irsko-nemški igralec, zelo kulten, ki ga je zasedel pa že v Prometheusu, kjer igra nekega androida v obeh dveh filmih. Pa vendar, če gremo dalje, ta film je še kar nekako opazen, že zato, ker je franšiza Alien, ampak če gremo pa v leto zopet 2021, obdobje po covidu, ko je kriza, vemo, za cel svet in za vse filme, ker so nenehno v zamiku pač ti filmi, zaradi, vemo, pač karantene in podobno, produkcijskih težav. Leto 2021 je ponovno leto dveh filmov pri Scottu. 2001 je bilo tako, 2017, sedaj pa še 2021. Edini režiser, ki je 3 letnice ustvaril v karieri, da je 2 filma v letu posnel. Še to, da omeniva, zanimivo. Pak The Last Duel, film Zadnji dvoboj, letnik pred nedavnim, 2021. Zanimiva zgodba iz srednjeveške Francije, iz poznega 14. stoletja, v 2 plemenitih vitezih, kjer žena enega izmed njih obsodi drugega, se pravi tega drugega viteza, ki sta oba moža prej prijatelja, češ, da je bila posiljena strani tega drugega, da je njena čast pač omadeževana in sedaj lokalni grof, tudi francoski kralj, vsi morajo prisostvovati temu dvoboju, vemo. V srednjem veku je pa pač pravica močnejšega, tisti, ki bo porazil na bojišču nasprotnika, je imel prav. Tisti, ki je umrl, je lagal. Tako je gledal srednji vek na to. Tako da je takšna malce bolj minimalistična zgodovinska drama, vendar seveda kostumsko, ker gre za srednjeveške viteze. Zelo dovršena, pa vendarle v primerjavi z drugimi spektakli zgodba pa precej bolj preprosta. Ni tako kot Robin Hood ali Nebeško kraljestvo, seveda. Vendar za moj okus je eden boljših filmov Scotta v zadnjih letih, po letu 2020, vreden ogleda. Pa vendarle kritiki so bili zelo pač mešani občutki, ampak drugi film iz leta 2021, House of Gucci, hiša Gucci, mislim, da se še spomnimo, kako je prikazal pa to modno italijansko hišo vseh teh obdobjih, 70., 80. leta, 90., vse do umora pred sodiščem pač znamenitega Guccija. Tako Adam Driver tukaj igra, mislim, da celo Lady Gaga v eni izmed teh vlog, tudi Jeremy Irons, Al Pacino, recimo, zanimiva imena v filmu. Pa vendar, ker naj ne bi prikazal čisto verodostojno članov hiše Gucci, zato je bil film plaz kritik, se je osul na Scotta, tudi na samo produkcijo, že ko so snemali. Predvsem dejanski člani in potomci dinastije Gucci so pač povedali, da nekateri liki so bili popolnoma iznakaženo prikazani, da dejansko ni bilo tako. Tukaj se je Scott začel prvič v karieri pač izgovarjati na to, češ da ima umetniško svobodo, da v scenarijih, če ravno se na zgodovinske in resnične osebe nanašajo te zgodbe in scenariji, da ni nujno, da verodostojno prikaže, ker gre za umetniško svobodo filmskega ustvarjalca. Zanimivo, To je zanimivo, pač njegova obramba. Tako da leta 2021 njegovi fani so bolj pohvalili
in kritiki še vedno Zadnji dvoboj, ki je nekatere tudi na njegov prvi celovečerni film Dvobojevalca spomnil. Vemo, iz leta 77. Tudi za moj okus še danes najboljši njegov film, njegov prvi, recimo. Ja, niso pa to tako dobro Guccijo označili, tako da to leto 21 je zanimivo v njegovi karieri. Ja, če greva pa še naprej, zadnja dva njegova filma morava zdaj še omeniti, ki sta res ogromna, velika spektakla. 2023, 2024. Tako, dva največjih spektaklov, kar smo jih dobili v zadnjih letih. Znameniti Napoleon, veliki tiran Francije, veliki general, kasneje cesar, ki se je lastil večino Evrope z vojsko. Vsi smo se spraševali o Evropi, kdaj bomo končno dobili celovečerni film o tej veliki zgodovinski osebnosti. Leta 2023 je končno prišel v kina pod taktirko Ridleya Scotta, v glavni vlogi ponovno veliki Joaquin Phoenix, ki je tudi na nek način njegov hišni igralec, ker je igral že cesarja Komoda v Gladiatorju leta 2000. In tudi vloga Napoleona naj bi mu bila pisana na kožo. Film velike bitke prikaže, zopet spektakli, seveda v Waterloo je prikazan bitka na koncu, kjer je Napoleonov padec in konec. Vendar zelo veliko zopet zgodovinskih odstopanj od dejanske realnosti, kako je to zabeleženo, kako naj bi bilo. Nekatere je zmotil že začetek filma, kritike in gledalce, ko Napoleon prisostvuje obglavljanju kraljice Marije Antoinette pod giljotino, ker vemo, da on takrat ni bil v Parizu, je bil že na vojaški misiji v južni Franciji. In kako se po bitki pri Waterlooju Napoleon osebno sreča z britanskim generalom Wellingtonom, ki ga je porazil na bojišču, vendar se mu žal živo v življenju nikoli nista srečala iz oči v oči in se pogovarjala. Takšne napake oziroma luknje v scenariju, scenarist, ki je pisal scenarij za Napoleona Scottu, naj se ne bi tako dobro odrezal tudi njegov odnos z njegovo veliko ljubeznijo, cesarica Joséphine de Beauharnais, ki se je pač poročila z njim, postala prva cesarica Francije, je tudi zelo hladno in nečustveno je prikazano v filmu, pa tudi malce so bili kritični do same igre Joaquina Phoenixa, kako naj bi Napoleona upodobil. Tako da, kolikor so pač pričakovali pomemben spektakel od Scotta, ki je prej ustvaril Nebeško kraljestvo, Gladiatorja, recimo v Napoleonu niso bili tako navdušeni. Žal. Tako to je. Film je seveda velika uspešnica, finančna, kljub temu ogromno zaslužil, vendar je malce fene pustil na cedilu. Kaj pa potem ta Gladiator 2, ki je bil dolgo načrtovani film? Ja, je pa tudi zanimiva stvaritev, ki pa, od leta 2000, vemo, je film Gladiator z Russellom Croweom v glavni vlogi, kultna stvaritev še danes. Tako da drugi del so nekateri označili češ kot v redu film, ok. Nekateri seveda so rekli, da to niti pod razno ni to, da bi bilo bolje, da ga ne bi posnel. Pa vendar, načeloma zgodba, ki je še bolj komplicirana in zapletena kot v prvem delu, ki se dogaja nekaj desetletij, seveda kasneje, seveda tudi brez glavne vloge Maximusa, ker Russell Crowe, ta lik, ki jo upodabljal, je umrl, seveda ob koncu prvega filma. Tukaj pa naj bi bil prikazan njegov nezakonski sin, ki je podobno usodo doživi in pristane v areni in sanja o maščevanju. Praktično scenarij se zelo podobno na tistega iz prvega filma naslaja, tematika. Tako da zopet spektakularne bitke v areni, želeli so ustvariti še večje bitke, seveda ni to čisto uspelo, ker ni bilo tako prepričljivo in izvirno kot v prvem delu, pa vendar je film vreden ogleda. Tisti, ki si želi malce starega Rima ali krvi, bova tako rekla. Nekateri so ga seveda zagovarjali, češ, da pa ni slaba zgodba, da je morda zgodba malce bolj zapletena in dodelana kot tista v prvem filmu, da pa so same bitke in spektakel dosti boljši v prvem delu kot v drugem. Pač tukaj naj vsak sam presodi.
Ampak ja, vsekakor so se pa strinjali, da drugi del Gladiator je dosti boljši film kot prej Napoleon, kjer so bili ljudje bolj razočarani, recimo. Tako da ja, zadnja dva spektakla sta malce v nemilosti, tako pri fanih kot kritikih, ampak nič ne de. Če pogledamo celotni opus velikega režiserja, je vsekakor ogromno mojstrovin. Torej pod črto, če rečeva, ne? Torej, Ja. kakšna je njegova zapuščina tega velikega hollywoodskega velikana, tako po Ja. stilu kot po pomembnosti njegovega dela? Vsekakor, kot smo nekako malce omenili že v začetku filma, veliki pečat je pustil tako na znanstveno-fantastičnemu, kot tudi na zgodovinskemu spektaklu, recimo. Tako da ja, zelo pomembna je njegova tehnika, stil, režije, kamera, pomembni so koti snemanja, pomembna je atmosfera, pomemben element, ki ga še nisva toliko omenjala, seveda filmska glasba, izbor filmskih skladateljev. Z velikim grškim Vangelisom je že sodeloval, da mu je glasbo napisal. Večkrat je kolaboriral tudi z nemškim velikim skladateljem Hansom Zimmerjem, ki je eno večjih imen danes v Hollywoodu, piše glasbo za veliko uspešnih filmov, za druge režiserje. Ogromno krat je kolaboriral prav s Scottom. Zimmer, recimo, imata zelo dober odnos. Tudi Gladiator, prvi del, mu je napisal Hans Zimmer glasbo. Recimo tudi Black Rain, že leta 1989 sta Scott in Zimmer sodelovala. Tako da ja, pomemben je tudi recimo sploh znanstveno fantastika Alien, ki je kultna franšiza postala. On je tisti, ki je nekako določil žanre že v 70-ih in 80-ih, niti ne žanr, ampak stil, češ kako je treba pa sedaj znanstveno-fantastične filme snemati. Ker prvi Alien in pa Blade Runner sta nekako ustoličila, kako je treba snemati v Hollywoodu znanstveno-fantastične filme, in to je neko merilo sedaj naprej. Če je prvo merilo fantastike leta 1968 določil Stanley Kubrick z Odisejo 2001, pa potem konec 70-ih to nadaljeval George Lucas z znamenito Vojno zvezd. Dokončno je pa to z Blade Runnerjem zakoličil in ustoličil pa Ridley Scott, recimo, kako se dela znanstveno fantastiko. Ja, pa kot vidimo, tudi kriminalke in zgodovinski spektakli. No, Gladiator je bil pomemben prelomni film ravno leta 2000, ker je po dolgem času obudil že izumrli žanr Ridley Scott. V Hollywoodu že dolgo niso posneli antičnega spektakla na temo starega Rima ali Grčije. Tako da ta žanr sword and sandal ali meč in sandali, kot se imenuje, je bil Gladiator tisti, ki je žanr prerodil. Tako da je vrnil Hollywoodu ljubezen do spektaklov antičnih. Že nekaj let kasneje je Oliver Stone znamenitega Aleksandra Velikega posnel, ki se je zgledoval. Navdih mu je bil, je priznal tudi Gladiator nekaj let prej. Recimo, to je velika zapuščina Scotta v režiji in v... Mogoče še ena zanimivost, ki si mi jo omenil pred najnim pogovorom, glede njegovega priimka, glede njegove družine, da je rodila, če se tako izrazim, veliko režiserskih imen. Ja, danes se ogledujeva najbolj znamenitega pač njihovega člana Ridleya Scotta, enega večjih režiserjev, ki deluje med Hollywoodom in Evropo. Ampak ni on edini član družine, ki se z režijo filma ukvarja, ko že to omenjaš. Dejansko njegov mlajši brat, Tony Scott, tisti, ki je nastopal v filmu Boy and Bicycle, prvemu kratkemu, je kasneje tudi režiser postal v Hollywoodu, precej velikih uspešnic, tudi recimo The Last Boy Scout z Bruceom Willisom, recimo primer, ali Top Gun, prvi del, kultni film danes. Ja, ampak on je tisti, ki je malo manj znan od svojega brata, kot da bi živel v senci, pa vendar tudi bil je znan hollywoodski režiser. Tony Scott leta 2012 žalostno končal, ker je storil samomor. Tudi Ridley je bil zelo pretresen in vsa družina, ko so izvedeli, skočil iz nekega mostu v Los Angelesu, pač v smrt.
In ja, pač umiral je zaradi raka in je bil obsojen, pač ni mu bilo rešitve, kot so kasneje ugotovili, in da je zato storil pač samomor. Ampak ja, pač tu imamo že 2 režiserja. Pridemo pa še do 3. Pomembni so pa sami otroci, neposredni potomci Ridleya. Oba 2 sinova, Jake in Luke, sta oba 2 režiserja. Eden mislim, da bolj v Londonu deluje, eden pa v Kaliforniji. Sploh ta Jake Scott je recimo Plunkett and McLean, zanimiv film iz poznih 90-ih, prikazuje Anglijo v 18. stoletju in 2 žeparja, ki ropata pač bogate aristokrate. Je zelo zanimiv, tak pustolovsko-zgodovinski film recimo. Potem se je podpisal Jake Scott, pač če enega omeniva. No, tukaj imamo že 4, se pravi, režiserska imena. 5. je pa še Jordan Scott, njegova hči Ridleya Scotta, ki pa tudi zanimive drame režira, tudi recimo ljubezenske. Film Cracks, kot so ga pri nas priredili na slovenski televiziji, Zaljubljene, pač o nekem ženskem internatu pred 2. svetovno vojno, ker tudi Eva Green igra glavno vlogo, neke učiteljice telovadbe, in se pač zaljubi v eno izmed svojih učenk in je takšna kontroverzna drama. Ampak ja, zanimivo, tako da vidimo Ridley in njegov brat Tony in njegovi 3 otroci, Jordan, hči, ter 2 sinova, Jake in Luke. 5 režiserjev iz ene same družine, kar je edinstveni primer, mislim, da na svetu, da bi ena družina skupaj v tako kratkem času kar 5 filmskih režiserjev pač proizvedla. Spomnimo se Francisa Forda Coppole, velika newyorška družina, mož, ki je Botre režiral, tudi pri njemu pač sta hči in sin režiserja in vsi so se ukvarjali z umetnostjo, pa vendarle tam ni 5 režiserskih imen kot pri Scottu. Tako da ja, to je zanimiv, fenomenalen podatek, ko si ravno vprašala. Tako da vidimo, celotna družina je v tem. Edino njegov starejši brat Frank, ki sva ga začetku oddaje omenjala, Frank Scott, ni bil režiser, tako kot sta Ridley in Tony, ampak on je tudi v začetku 80-ih že umrl, žal ta najstarejši brat, vendar pa ja, edini, ki nekako, on je pač bil zaposlen v vojski. On je bil podobno kot oče, pač vojaška pač familija, dinastija, družina, kakorkoli. Tako da oče in starejši brat Frank sta se v vojski zapisala, od Ridleya vsi ostali so se pa filmu zapisali. Zanimivo. Tudi ti si se zapisal v filmu, kaj ne? Ja, vsekakor, ljubiteljsko zaenkrat, pač, ampak ja, počasi se prodira naprej. Treba je svojo lastno vizijo pač udejanjati, pač nenehno bom zagovornik te ideje. Torej, hvala, Goran, še za eno zanimivo oddajo. Zdaj nas in naju čakajo počitnice. Res je. Zagotovo bodo ponudile tudi več časa za ogled kakšnega filma. Mogoče kakšni predlogi, danes jih sicer veliko naštel, kakšni so tvoji predlogi mogoče za poletje? Ja, vsekakor ne bi bilo slabo, glede na to, da smo Ridleya Scotta pač predstavila. Vidimo, da je bogata zakladnica njegovih filmov. Če bi si ogledali kakšnega od njegovih filmov, recimo, bi priporočal vsekakor. Zgodovinske spektakle in znanstveno-fantastične filme vsekakor. Ampak ja, če pa pogledava, ker je poletje pred nami, v tem obdobju morda jaz osebno, kaj meni poleti bolj odgovarja, si pa zelo rad ogledam kakšne filme iz evropske in sicer iz španske produkcije, ki so eden od tistih narodov, vemo, ki imajo zelo bogato mediteransko kulturo, zelo dolgo in dobro nekako sofisticirano obalo ob Mediteranskem morju. Nekako mi prija pogledati kakšen španski film, ne glede na to, ali je drama, ali je kriminalka, ali pa je komedija, ker imajo bogate žanre, vemo, španski film. Tako da ja, kakšen recimo španski film za poletje, morje in sonce, se mi zdi, da je zelo primerno na tem mestu. Torej, hvala, upam, da si bomo poslužili kakšnega in seveda lepe počitnice ti želim. Hvala. Tudi na vas, dragi gledalci, drage gledalke, se obračam z isto mislijo in ne pozabite, življenje ni črno-belo, morda pa tudi sivo ne, ampak bolj svetlejših barv. Nasvidenje.